Letošnja akademija ob slovenskem kulturnem prazniku je v Slovenskih Konjicah potekala pod naslovom Iz Konjic v Kovnovic v izvedbi dijakov Gimnazije Slovenske Konjice. Pod idejno zasnovo in režijo se je podpisala magistrica Mojca Koban Dobnik. Dame in gospodje, o prazniku vsega slovenstva k slavnostni besedi vabim magistrico Aleksandro Goldin, urednico monografije ob 870-letnici prve pisne omembe Konjic. Izvolite. Spoštovane Konjičanke in Konjičani, čast mi je, da ob slovenskem kulturnem prazniku spregovorim o naših Konjicah, ki letos praznujejo častivreden 870-letni jubilej prve pisne omembe kraja. Listina oglejskega patriarha Pelegrina iz leta 1146 je Konjice prvič pisno omenila kot Kunovic. Oblika imena za kraj se je skozi stoletja večkrat spreminjala. Vse skozi pa se je slovensko ime za Konjice ohranjalo in bilo povezano s konjem, tako kot naš svojevrsten grb. Dr. Božo Otorepec, znani slovenski grboslovec, je zapisal, da je to edini grb, ki je govoril slovensko. Ob spominih na preteklost ne moreš preživeti, boste morda pomislili. Res je, vendar s prenosom spomina na mlajše generacije dobiva naša skupnost hkrati navdih in zagon za nove družbene izzive. In kaj želimo zapustiti prihodnjim rodovom? Veseli me, da nam je v naši občini mar, kaj bodo prihodnji rodovi prejeli, saj bo že letos poleti ob občinskem kulturnem prazniku izšla monografija o prvi pisni omembi Konjic. Kajti le skupnost, ki svojim potomcem zapusti pisano besedo, se lahko ohrani in sledi novostim tudi na drugih pomembnih področjih v družbi. Na gimnaziji v Slovenskih Konjicah se zavedajo, da je prepoznavanje in varovanje materialne in duhovne dediščine domačega kraja ključno za razumevanje zgodovinskih procesov v njem in da na edinstven način izpričuje njegov življenjski slog. Razumejo jo kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Kaže vidike lokalnega okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi skozi prostor in čas, zato si prizadevajo, da znanje in veščine, potrebne za njeno delovanje in ohranjanje, posredujejo naprej mladim rodovom. Mozaik besede in glasbe je bil posvečen jubileju ob 870-letnici prve omembe Konjic v pisnih virih. Prikazan je bil kot sprehod po bogastvu duhovne in materialne dediščine domačega kraja Slovenskih Konjic. Kamenčki, ki si zaslužijo eno najvidnejših mest v podobi našega kolektivnega mozaika. Naš mozaik, konjiški mozaik, se je tudi v najhujših obdobjih, ki so doletela naše mesto, tudi v času največje gospodarske krize, izkazal za dovolj močnega, da preživi, a hkrati dovolj krhkega, da je občutljiv in dovzeten za stisko bližnjega.
za solidarnost, za strpnost, za medsebojne odnose, grajene na trdnih temeljih spoštovanja. Naš mozaik je ljudem vedno dajal upanje, da so verjeli v dobro in jih nagovarjal, naj živijo v zavetju drug drugega. In ravno zato smo zmogli. Prav zato lahko danes ponosno, zravnano in razločno povemo kjerkoli, kadarkoli in komorkoli, da smo otroci konjiškega rodu. Ob tej priložnosti so podelili priznanja in nagrade za uspehe dosežene na področju kulturne dejavnosti z umetniškega, znanstvenega in organizacijskega vidika za leto 2015 naslednjim nagrajencem. Hedi Vidmar Šalamon za dolgoletno uspešno delo na organizacijskem področju. Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Zadovoljna sem in pa seveda spodbuda za naprej. Pripričana sem, da sem postavila kamenček v širokem mozaiku, ki ga sestavlja kultura v Konjicah. Predvsem gre za vodstvo, za člane naše zaposlene v Centru za kulturne prireditve Splošne knjižnice, turistično-informativnega centra in bi se jim prisrčno zahvalila za vse pestrost, ki jo nudijo pri kulturnih prireditvah v našem kulturnem centru. Prepričana sem, da lahko vsak Konjičan najde nekaj svojega za svojo dušo v nizu prireditev, ki jih nudimo ali pa nudimo v našem prostoru. Hvala, da sem delček z vami delila tudi v svojem življenju. Morda še to, da bi želela, kar je povedala moja predhodnica, negovali in gojili naš slovenski jezik. Gospe Boldinovi preiskrene čestitke za takšen govor, da imam cmoko v ustih. Lepo ste lepo in pa želim prijeten praznik. V šoli Podgoro in glasbeni šoli Slovenske Konjice za izvedbo predstave z Mary Poppins po Evropi pod dežnikom z roko v roki v režiji profesorice Edite Drozg. Prisrčna hvala za tole priznanje, ki ga je prejela naša šola in šola, ki je v sklopu pravzaprav naše šole. Saj smo zelo blizu in zelo vesela sem, da smo sodelovali in da je naše sodelovanje res tako uspešno obrodilo sadove, dobilo tele prečudovite stvari, s katerimi bomo zelo ponosno nadaljevali. Hvala pa tudi vsem, ki smo orali ledino, ki smo leteli z Mary Poppins. Hvala tudi otrokom, ki so marsikatero urico morali preživeti na vajah in prenašati tudi kakšno malo manj simpatično besedo. Saj veste, učiteljice smo včasih tudi malo tečne, ampak mislim, da otroci se je splačalo, ne? Torej, hvala lepa. Projektnemu svetu kmečkega upora Veronika Dolšak, Srečko Dolšak, magistrica Aleksandra Boldin, Karmen Kukovič, Stanko Kolar, Tadej Slapnik in Novice in Radio Rogla.
Dober večer. Meni je bila nocoj strani skupine zaupana naloga, da spregovorim par besed. Tako je, od ideje do same uresničitve je dolga pot. Ogromno dela in vloženega truda je pač bilo vloženega vse skupaj. Takole bom rekla, vesela sem, pa verjamem, da ne govorim samo v svojem imenu, da ste Konjičani in Konjičanke sprejeli to idejo, jo vzeli za svojo in v tolikšni meri sodelovali. Spet smo dokazali, da skupaj zmoremo. In tole priznanje, ki ga držimo nocoj v rokah, ni samo naše priznanje, je priznanje vseh nas in vas. Hvala lepa.